Če govorimo o ogrevalnih vajah, je njihov glavni namen, da se pripravijo na večje delovne obremenitve. To pomeni, da se dvigne srčni utrip, da se razgibajo sklepi na nek način in dejansko jo to pripravi na večje obremenitve delovne. Če govorimo o intervencijskih vajah, ki so pravzaprav vaje, ki so namenjene temu, da se izvajajo med samim delovnim časom, nekje v obliki aktivnega odmora, 2 do 3 krat na dan po 10 minut, pa gre tukaj predvsem za to, da glede na naravo dela, tiste mišice, ki so skrajšane, poskušamo raztegniti, tiste mišice, ki so oslabljene, poskušamo okrepiti in tiste mišice, ki so napete, poskušamo dejansko sprostiti. Nazadnje imamo pa še eno skupino vaj, to so pa kompenzacijske vaje, ki so v bistvu nadomestne vaje in predstavljajo nekako kombinacijo ogrevalnih in intervencijskih vaj in jih izvajamo ob večjih, bom rekla, tveganjih ali pa ob večjih, bom rekla, mišično-skeletnih motnjah ali pa težavah. In večina teh vaj je namenjena predvsem raztezanju že tako, bom rekla, zakrčenih mišičnih skupin oziroma posameznih mišic. Skratka, gre za neko, bom rekla, nadgradnjo vseh ostalih vaj, ki sem jih prej omenila, zato da v bistvu zmanjšamo bolečino, zmanjšamo napetost in da dosežemo neko olajšanje. Zdaj bomo šli pa na teh 8, oziroma bomo še eno dodali kompenzacijsko vajo, ki se mi zdi pomembna, predvsem za tele, ko večinoma sedijo tukaj, kaj ni v priročniku, kompenzacijsko vajo bomo še eno tukaj zelo dodali pri ogrevanju. Ok, zdaj imamo prvo vajo iz teh rok, se pravi, jaz bi tukaj več vaj dodala, če bi imela možnosti več slik. Ampak ker ni bilo več slik posnetih, sem pač iz tistih vaj, ki so bile obstoječe, naredila pač tisto, kar je bilo najboljše. Ne bo ostalo, ne bo delati. Stole dajte kar zaenkrat noter, ker ne bomo zdaj na stolih delati. Če sem embalaži, vsako vajo smo rekli, če ni krožna, ponovimo 10-krat, mi tukaj ne bomo, da prijemo čisto hitreje skozi večino vaj. Če gre pa za krožno vajo, pa 5-krat v eno smer, pa 5-krat v drugo smer, če skupaj seštejemo, pa to 10 ponovitev. Postavimo se v našo držo, zdaj že vemo kako, mehka kolena, stopala vzporedna, malo stisnemo pokrov, jedinično dno vlečemo, dvignemo, poravnamo ramena, roke sklenemo za vratom, vrata noter in samo v bistvu dvignemo roke, kolikor se da, ampak ne povečujemo ledvene krivine. Če slutimo, da se ledvena krivina hoče povečevati, ali pa brada iti naprej, popravimo brado in stisnemo še malo popek noter, zato da se ledvena krivina ne poveča. In spustimo. Par sekund zadržimo, da začutimo napetost in potem zadržimo samo par sekund in spustimo nazaj. To je prva vaja. Zdaj bomo šli pa naprej. Nič posebnega, mislim, da to večina ljudi lahko izvede, razen če so res take omejene gibljivosti za telesom, da to ni izvedljivo. Potem je kroženje v dve stvari. Tale vaja ni najbolj varna, ker večina ljudi jo varno ne more izvajati. Ker večina ljudi že ima bolečine v križu. Ampak je bil posnetek in sem poskušala narediti iz nje maksimalno najboljšo vajo, ki se da. Ampak vas opozarjam, da tale vaja zna biti za večino nevarna, ki že so utrpeli bolečine v križu. In če imajo akutno bolečino v križu, potem naj jo ne izvajajo. Zato, ker se jim bo sam še dodatno medretenčna ploščica gnetla, pa še dodatno dražila. Zato spet ljudi naučiti, če se pojavi bolečina ali da se potencira bolečina, pač izpustimo določeno vajo. Damo roke gor in poskušamo z celim trupom, če smo zdravi, pa nimamo problemov, pa je čisto v redu vaja. Lepo krožiti z iztegnjenimi rokami, naprej, nazaj. Težje paziti, ko gremo nazaj. Me razumete, zakaj je ta vaja nevarna za tiste, ki jih boli v križu? Zato, ker je absolutno nemogoče, da bi jo izvajali. Ker je žitek boli v križu. Druga smer. Tako. Skratka, 5-krat v eno smer, 5-krat v drugo smer. Izvedemo več različnih gibov, ki so možni v trupu v eni vaji in tu je dejansko kombinirana vaja. In čim je kombinirana vaja pri nekomu, ki ima akutno bolečino, v tem spodnjem delu hrbtenice je to bolj nevarna. Boljše izvajati izolirano vajo potem. Ali samo naprej, ali samo nazaj, ali samo levo, ali samo desno, ali samo obrat, a me razumete, Pač tam, kjer v tistih položajih, kjer
ne boli. Ne? Če pa ni nobenih težav pri tej vaji, pa nič ne škrta noter, ali pa kakorkoli, pa pomoč se lahko izvaja. Ampak opozarjam, kontrolirano, počasi, ne zadržava daha, nikakor ne prehitro. Na tistih filmčkih, ko ste videli določene vaje, ko so tako delati. To za odraslo populacijo, ki je že utrpela mišično-skeletno obolenje kadarkoli, ali pa neko mišično-skeletno težavo, akutno bolečino, ni najbolj primerno. Ker najhitreje bo dobil mišično-skeletno težavo, če pa to vajo delal. Za mladostnike je pa to super stvar, ker oni še nimajo nobenih problemov. In čim dlje časa bojo vzdrževali to svojo kondicijo, manj bo teh problemov tudi v starejšem življenjskem obdobju. Problem je, ker nehamo potem enkrat, ko gremo v službo, biti tako športno aktivni in seveda, kot že dlje časa, tudi tako kot recimo dlje časa nismo smučali, pa se spravimo, ko je smučarska sezona na smučke, pa se že prva 2 dni poškodujemo, ker nismo nabirali kondicijo, predhodno. In enako je tudi tukaj. Po se pa spravimo po ne vem koliko letih, ko smo v službi spet delovali, v mladosti pa smo delovali, smo svašta delali in mislimo, da lahko spet delamo vse, pa se hitro poškodujemo lahko. Ok. Dobro. Tako da pri tej vaji previdno, ni pa nič narobe, da jo delate, če ni nobenih zdravstvenih težav. Tako. Ok. Roke ob bok in gre tukaj samo za zasuk trupa. Lahko tukaj obračate tudi kolke zraven, ni pa nujno, ampak morate vedeti, da so tudi 2 različni vaje potem, če obračate kolke ali ne. Ker različne mišične skupine delajo, oziroma večji del telesa raztegujemo oziroma razgibavamo, če še obračamo kolke zraven. Ok. In obrnemo, pa pogledamo nazaj, pa naprej, pa spet v drugo smer, pa naprej, pa poskusite zdaj to narediti, tako da ne obrnete kolke, pa boste videli razliko. Če zadržite zdaj recimo 20 sekund v tem položaju, bi bila že raztezna vaja, pa bi čez druge mišice raztezali. Zdaj pa spet obrnemo. Čutite na svojemu telesu, da malo se druge strukture razgibavajo. Ali izolirano delamo brez rokov ali z boki. Tako da spet ta vaja ima lahko 2 različici. Ok. Enako velja vsako stran 10krat ponovimo. Potem je izmenični pretvor trupa. Spet ena taka, za tiste, ko imajo pogosto akutne bolečine v križu, nevarno vaja lahko. Ni pa nujno, če ni nobenih težav, ker je spet kombinirana. Previdno, kontrolirano jo izvajati, dihati zraven in počasi. Skratka, bolečina se pri tej vaji dodatno ne sme pojaviti. Če se pojavi, to vajo potem ne izvajamo. Izmenično spet se postavimo pa zdaj malo širše v našo telesno držo in enkrat se dotaknemo z levo roko, desnih prstov na nogi, medtem ko gre potem desna roka gor, drugič pa obratno. In gremo. Pa se postavimo naravnost. Se postavimo naravnost. Pa spet. Tole roko dvigujemo predvsem zaradi ravnotežja, zato ker je bila ne vem kako ekstra funkcijo. Tako. Tako, ok. Nič kaj posebnega, ampak dejstvo je, da večina odrasle populacije tole zvaja ne bo zmogla. A se strinjate z mano? Tudi vi niste bili najbolj gibljivi pri tej vaji. Seveda, če ohranjaš gibljivost, ni noben problem. Če pa ne ohranjaš, pa zna biti problem. Tako da naš cilj je, da se poskušamo dotakniti prstov na nogi, ni nujno, da se bo pa to zgodilo. In zelo previdno, kontrolirano. Ja, eni so pa dosti gibljivi, tako da morate treba to vzdrževati, seveda. Ni pa, če je ta vaja varna, če ni boleča, če jo lahko izvedejo tudi do določenega obsega giba, jo lahko komot izvajo. Da se pa pridemo za steno, jaz smo tukaj, tam pa me ne morate snemati. Jer tam ne mora se, ja, tako. Primemo se za steno, da bi se lahko tudi za stol ali pa za soseda, tudi to so variante, in potem gremo samo stran pa skupaj. Jaz bom pa tukaj zaradi kamere, se bom pa tukaj postavila, po redu? Tako. In potem priročimo, pa odročimo. Priročimo, pa odročimo.
To vajo lahko delate v paru, da en drugega držite, ali pa ob steno oziroma ob naslonjalo stola se primemo. In zamenjamo potem še drugo nogo. Hop, hop. Stopimo pa ravno toliko stran, da nas stale noga, ki je na tleh, ne ovira pri noženju. Lahko gremo čez. Probamo imeti pa čim bolj ravno hrbtenico, pa zadnjico not potegnite, ne jo ven vršite. Eni po navadi tole podelajo. To ni zaželjeno, ravna hrbtenica. Lahko jo pa naredite v ravnotežno vajo in jo delate popolnoma brez. To je pa za tiste, ki imajo že dobro ravnotežje. Začetnikom ne dati takoj tele vaje. Ko pa že malo natrenira ravnotežje, je pa celo zaželjeno, ker veliko poškodb na terenu nastane tudi zaradi tega, ker imajo slabo ravnotežje. In ravnotežje ravno tako kot mišična moč najhitreje posiha kot telesna komponenta zdravja. Ok? Tako da vsako vajo lahko še malo dodatno kombinirate še z nekimi drugimi elementi oziroma jo otežite. Potem izmenična krčitev kolena naprej. Jaz bom reči to vzela, ker tale kos pohištva ni najbolj primeren. Mi znam dopovedati, zakaj? Ja. Točno tako, je nevaren. Tako da, tale pa že boljši. To pomeni, damo koleno naprej in potem nogo stegnemo nazaj. Slika je tale totalno neprimerna, ker konj je zelo povečal tukaj ledveno lordozo, če vidite. Ampak, ker nismo imeli druge na razpolago, sem dejansko izkoristila seveda to sliko, ampak sem napisala o vzdrževanju zravnane telesne drže. Skratka, ne povečevati pri tej vaji ledveno primenu, kljub temu, da je narisano. Koleno tako, pa potem samo toliko, dokler lahko še imamo relativno ledveno lordozo v nekem optimalnem položaju. Če se nam pa začne fejs povečevati, ali pa se moramo mi naprej nagrati, potem pa ne. Ker ta vaja namenjena predvsem razgibavanju noge, ne pa celega trupa. Hrbtenica naj bo pa kar ravna, koliko se da. In zamenjamo. Hop, pa nazaj. Hop, pa nazaj. Hop, pa nazaj. On bistveno bolj nazaj lahko, zato ker je še usločil ledveni del hrbta. Mi pa to ne bomo pri naši odrasli populaciji potencijali, ker ni nujno, da bo brez posledic. Tega ne potencijamo. Prav? Ok. Izpadni korak naprej. To je pa malo težja vaja. Damo boke, za boke se primemo in stopimo z eno nogo naprej in se dol postavimo. Lahko se tudi popravimo, oziroma moramo se popraviti. Ker najbolj pomembno pri tej vaji je, da kolena ne grejo čez prste. Kolena ne grejo čez prste, drugo koleno pa naj bi bilo dejansko nekje v višini kolka. Tako. Ok? To je sladni korak. In zdaj stopimo skupaj in zamenjamo. Hop. Pri tej vaji se bomo verjetno mogli malo popraviti. Tako, a vidite, koleno ne gre čez prste, moje to sprednje koleno in zadnje koleno moram malo popraviti, zato da bo koleno direktno pod bokom. Ok? Ta je težja vaja. In boste jih mogli malo popravljati. In spet isto velja ravna hrbtenica, tukaj ne sme biti tako usločeno, kot je na sliki. Ravna hrbtenica. Dobro, vidite, tukaj tudi prsti ne grejo. Tale sicer ni, je čisto stegnil nogo nazaj, ampak je bolj učinkovita vaja, če naredimo pravi pot tukaj. Ker res potem dela cela noga, tako kot je treba. In zdaj imamo še izpadni korak stran. Zelo podobna vaja, ampak enostavno, stopimo bolj narazen, ampak enostavno samo v stran se nagnemo. In potem bok ali noge, ko smo jo nagnili, še malo bolj takole. Nagnemo in zamenjamo.
ker je to bolj ogrevalna vaja, dinamična, ne? Ni nujno, da zadržujemo giba, ampak se v bistvu samo prestavljamo. Ne? Lahko pa drugo različico te vaje, da vsakič stopimo v stran. Ne? Tako, pa stopimo skupaj, pa tako. Ker to je pa še težje. Ne? Tako. Ne? Ok. Zelo težko je opisati z ene vaje, pa z ene slike samo eno in isto. A me razumete zdaj? Ne? Tako da za eno varianto smo se v priročniku pač mogli odločiti. Zdaj bomo pa še eno vajo, ki je kompenzacijska, ampak je zelo enostavna, bomo pri kompenzaciji sem še enkrat pogledali. Lahko se držite, ni pa nujno, je pa samo v bistvu kroženje z gležnji. Za tisti, ki veliko sedijo, je fajn, da prikrvavijo tudi gležnje, še prej, da začnejo delati. Tisti, ki bojo pa delali na terenu, pa niti ni nujno tako pomembno, ker itak bojo toliko hodili, da bojo imeli že fajn prekrvljeno vse. Ne razumete? Malo v eno smer, 5-krat, pa 5-krat v drugo smer, ker gre za krožno vajo, ne? In potem še v drugo smer. Smo jo dali pa pod kompenzacijske vaje, ker dejstvo je, da ni nujno, da to vajo vsi izvajajo, ampak predvsem tisti, ki jo rabijo. In rabijo tisti, ki tega ne izvajajo med delovnim procesom in rabijo, da se jim tale mišična črpalka spodbudi. Tako. Dobro, gremo zdaj naprej na intervencijske vaje. Kdo bo razdelil palce? Palce so tam, tako da vsak naj se vzame eno palco. Zdaj bomo začeli z palcami. Jaz sem svoja tukaj. Kaj odlepite, ti se utrgite stali. Kaj je tam tale? Samo da napravite toliko, da simulirate nekako dolžino palice. In pri tej vaji je nič posebnega, razen pri drži, ga lahko zastračkate. Tako da držimo ob stran, spet popravno držo in imamo palico nad glavo, ampak spet popek moramo malo bolj stisniti noter, ker bomo povečali dveri del hrbtenice, če popek ne stisnemo noter. In odročimo in nad glavo. Avtomatsko bo ljudje, če jih ne boste upozorili, da ne bi del hrbtenice, nadeli to. Ne? To bo delati. Mi pa nočemo tega delati. A ne? Redko nazaj preveč. Ampak, da ostane hrbtenica tam, kjer je, kjer mi je del. Ok? Dobro, potem odklon trupa stoje. Damo palco za telostik, malo po stran držimo in se samo nagnemo. Dejansko, če je tako ne se postane, da bomo lažje posnel, tako, odklonimo pa še glavo. Tako, pa v drugo smer. Tako. Tukaj tudi ne potencira, da preveč boke mečejo ven, ampak da dejansko se odklonijo v trupu, ne razumete? Ker lahko delajo to bojo delati, ne? Ne to, nikakor ne. Ampak samo v trupu. Potem ramena znajo imeti čist zakrčena in pač reži imajo čim bolj sproščena. Zelo težko se te vaje delajo, če se ne gledate v gledalo. In priporočam, ko se boste učili, ali pa njih učili, če je le možno, da oni to, prej da se naučijo delati redno, izvajajo pred ogledalom. Ali pa tudi, če imate vi možnost jih učiti. Tukaj bi bilo super, če bi bila hotelvarnica, da se vsi gledamo, ker verjetno tudi jaz kako vajo naredim najboljše, čeprav jo povem verbalno, kako je treba, ampak če nimam refleksije, da bi se gledala, nimam bolj občutka. Tako da priporočam pred
ogledalom vaditi tele vaje. Zasuki trupa in glave s palico za vratom. Palico damo za vrat, stopimo narazen in se dejansko zaslučemo. Prej je bil odklon trupa, zdaj pa zasuk. In tukaj imate spet dve varianti, ali z boki, zasuk, ali pa brez bokov, da boki ostanejo naprej. Recimo, brez bokov je pa sam zgornji del potem, pa boki naprej gledajo. Ok. Zdaj pa suki palice z rokami. Zdaj pa za ramena. V bistvu jo samo slučamo pred telesom palico. Čutite, kako roke delajo, tako da bi volan na široko vozili približno. Tukaj pa te vaje zna to uškrtati. Zato, ko gre iz enega položaja v drugega. In najbolj pozorni tudi na to. Potek skrčene roke za glavo, tale vaja pa raztezna. Ni toliko razgibalna, ampak je bolj raztezna in sicer tukaj dejansko raztezamo iztegovalko komolca ali triceps. Primemo palico in potem z spodnjo roko palico potegnemo dol. Tako da začutimo v tele mišici, triceps, v tele mišici začutimo razteg. Tukaj. Ok, dobro. Jaz se še tako postavim, pa pokažem mišico. Dobro. Ok, in ker je raztezna vaja, se ne izvaja tako kot tu naprejšnja, ampak se dejansko zadrži 20 sekund v končnem položaju in se ne ponavlja 5-krat ali pa 10-krat, ampak maksimalno vsaka roka 4-krat. 2-krat minimalno, maksimalno pa 4-krat. To je razlika med drugim, zdaj pa drugo roko še. Pa prav skoncentrirati. Zdaj pa še druga roka. In potegnemo. Tukaj tudi popegnute, da se ne poveča ledvena krivina. Dobro. Dihamo enakomerno sproščeno normalno, ker pri teh razteznih vajah zelo radi držijo dah po teh 20 sekund. To treba opozoriti. Tako. In potem ponovimo, do 4-krat vsako rokico. Redu. Zasuki trupa in glave z vrvico. Zelo podobno kot tu na vaju, ko smo imeli tudi zasuki, samo da je bila, prej je bila tukaj palica, zdaj bo pa gor. In imamo spet dve različici. Boki čist naprej, pa zasuk sem zgornjega dela telesa, ali boki se zasučajo zraven. Je razlika, tako da imate več variant, res. Spet ena taka vaja, ki je dosti problematična, kjer je spet kombinirana kroženje s palico okrog telesa. Pa veliko ljudi se bo pri tej vaji zapletlo. Skratka, maksimalno 5-krat v eno, v drugo smer, ker je treba palico okrog in okrog telesa vrteti. In spet, če pride do akutne bolečine, povedati ljudem, pač rajte vaj potem ne delati, ker je dosti drugih vaj izoliranih, ki jih lahko izvajajo. Skratka, poskušamo palco za hrbtom prenašati. Tako, pa še potem v drugo smer. Ni nujno, da bomo tole palico sploh lahko spravili okrog, ker ogromno ljudi ima omejeno gibljivost v ramenskem sklepu. Ogromno ljudi. In tale vaja je dejansko primerna za tisti, ki nimajo težav z gibljivostjo v ramenskem sklepu, ne na eni in na drugi strani. Ok. Ampak dejstvo je, da več muh na en mah s tole vajo razgibaš, zato ker je kombinirana. Prišparaš na času. Zelo podobno kot na prejšnja vaja, prej ko smo za ramena imeli, s tem, da imamo tukaj počep. Pa bomo najprej počep pravilno naredili, ker ga do zdaj še nismo, razen v izpadnem koraku, preden da se lotimo tole vajo s palicami. Kar se tiče počepa, si zapomnite, nikoli prsti ne smejo čez kolena, ker na ta način v bistvu križne vezi zelo obremenjujemo in jih lahko poškodujemo, če bomo to dosledno delali vsak dan. Tako da zmeri gre zadnjica fejs nazaj in telo fejs naprej, ob ravni hrbtenici. Ob ravni hrbtenici, tako, vidite, prste morate ves čas videti,
se morate malo z rokami pomagati, za ravnotežje, ne? In ravno tako mora face biti trup naprej, ker drugače se boste poškodovali, oziroma pali. Levo, desno, naprej, nazaj, nekam okoli že. Ok, zdaj pozovemo alto roke, ne? Dobro. In gremo zadnico face nazaj, hrbtenica ravna, dol v počet in potem naredimo tole. Hop, hop, pa se dvignemo gore. Pa spet. Hop, hop, pa se dvignemo gore. Kombinirana vaja, več movna ima, ne? Tako. In zato ni potem potrebno posebej počepa delati, pa posebej še tisto vajo stoji, ker lahko v tej vaji dve vaji naredimo v enem, ne? Tako, mislim, da imamo še eno s počepom. Tako. Je pa tako, da bi v tež dvigovali, ne? Tako, kot dvigovalci poteži, ne? Tako. To lahko še dobro dvigamo tako. In gremo. Dol, dol. Pa se dvignemo, tako nekaj, ne? Ok. Tukaj sicer ni, da dvignete gor, ampak lahko naredimo takoj kombinirano vajo iz tega. Ste videli, kako se hitro lahko kombinirano vajo naredimo. Tale je tudi kar dost kompleksna vaja. Naredimo ta izpadni korak, prej smo se ga naučili, a ne? S tem, da bomo še zasuk trupa naredili. Spet kombinacija več različnih vaj v eni. In dejansko najbolj pametno, ko se učimo tole vajo, da najprej izpadni korak naredimo, pa še lepo zasučemo telo, ne vse naenkrat. To pomeni najprej izpadni korak, ga lepo naredimo, to, kot ga moramo narediti, zdaj pa še zasučemo telo. Pa še pogledamo nazaj, pa naravnost, opala, stopimo skupaj, pa drugi izpadni korak in zasučemo drugo smer. Treba še malo ravnotežno se boriti zdaj, ja, pa gor. Ste videli, ne? Če prepoznate v določeni vaji kombinirano vajo, potem vam posameznih podobnih izoliranih ni treba delati. Ker ne boste nič kaj nevrednosti dobili. Na času pa zelo lahko prošparjate. Zato smo vam pa dali možnost različnih izoliranih in kombiniranih vaj v slikicah. Ok. Tukaj se lahko dotaknete stene, kot je tle, ker pač nismo imeli drugih posnetkov razen teh. Ni pa nujno, ker lahko bolj takoj naredite ravnotežno vajo iz tega, če se nič ne dotikate. In dejstvo je, da nič posebnega ta vaja ni, kot pa neko imate možnost se dotakniti stene, se bomo lahko, kot pa tole, da dvignete roko in nogo, če imate steno, se pa še probali dotakniti, lahko malo zadržite in potem zamenjate. Če pa nimate stene, pa tudi gre, sem da je vajnička težja, ker potem boste bo zadržavati ravnotežje. Enako velja ne povečevati ledene krivine. Dvignete nogo do tam, kjer je ledena krivina še vedno v optimalnem položaju. Prav? Dobro. Da vidimo še. Evo, zdaj pa vaje, kjer so bremenjene roke. Palce zdaj lahko odložimo in boste vzeli najprej po eno vodo v roke. Potem boste pa, tisti, ki nimate dveh, bomo še jaz dala, ker imamo ene vaje z dvema utežema. Zdaj, če imate uteži, maste, če ne pa plastenke z vodo napolnite. Kdo nima dveh. Tako. Evo ga, opala. Imate? To še? Vmes sem dala mojo. Aha, vse tukaj še. Evo ga. A imamo te vsi? Imamo falcetno polo stravo, da se zdaj ne. Tako, najprej imamo čisto enostavno vajo samo z eno utežjo oziroma enim bremenom. In si se nič posebnega. Ravna drža. To je sklop vaj, kjer so večinoma roke obremenjene in je treba roke ukrepiti. Zato so vaje namenjene predvsem krepitvi roke. Samo prestavljamo utež nad glavo iz ene roke v drugo. In tudi 10-krat ponem. Pa seveda pazimo, da nam na glavo ne pade utež. Zelo pomembno. Če ne pa bolje klijente z čeladami. Prej.
Evo ga, nič posebnega, ne? Mislim, pogledaj, v bistvu od uteži, moja je 2,5 težka. Lahko so malo lahkotnejša, ne? Pol litra, ne? Tako, ja. No, moja je težka, tako da jaz res mogla paziti na glavne pade. Ok, zdaj imamo pa obe dve. Uteži v rokah, ne? In sicer, ni nujno, da je ta vaja v počepu, samo drugi slikce nismo imeli, ampak je pa to še dodatno obremenitev, zato nič ni narobe. Gremo v pol počep, ne rabimo v globokega, ampak v pol počep. In pri tej vaji ravna hrbtenica, v bistvu samo roke, tole v stran, in skupaj. Fajn delajo ramena, delajo tudi hrbet, cele roke delajo, ne? In seveda tudi pazimo, da nam ne pade ven iz rok, pa 10 poroditev naredimo. Tako. Kot sem že rekla, ni nujno v počepu to delati, ampak je to že dodatno uteženje. Ni neč narobe, ker spet kombiniramo vajo, da delamo na ta način. Ok? Obe dve dele uteži smo v rokah, ne? In samo krožimo z rameni nazaj. Naprej nima smisla, ker večinoma preko delovnega časa imamo ramena okrogla naprej, ne? Ja. In delamo tisto, kar ponovadi ne delamo. Tako. S tem, da je tukaj malo uteženo, zato pa imamo še uteživo. Ok. Dobro. Evo, vidite, niso tako hude vaje, mislim, da bomo to vsi zmogli, a ne da? Zdaj pa v bistvu samo izmenično dvigujemo eno utežko nad glavo, pa drugo. Lahko bi pa tudi dve naenkrat, a ne? Tako. Tako. Lahko bi tudi naredili drugo kombinacijo vaj, da gre takole gor, a ne? Takole gor. Tako. Tako da več variant imate tukaj. Skratka, nad glavo dvigujemo izmenično. Dvig trupa z bremeni, ja. Ta je bolj ravnotežna vaja, ampak tudi za roke, pa tako za vzdržljivost, ne. Skratka, da gremo na eno nogo v lastovko, a ne. In se dvignemo nazaj. In spet, hop. Pa nazaj. Lahko bi to še utežili, tole vajo, a ne, tako da še dvignemo bremena pred telo, recimo takole, ne. Ampak to je za tiste, ki so res že precej napredovali, ker drugače nima smisla. Že to, da roke da naprej, je velik napor, če pa uteži, je pa še toliko težje, razumete, ne? Ok. In podajanje bremena pred telesom, enega bremena spet, izvol vročenja. Prej smo nad glavo podajali, zdaj si pa pred telesom podajamo. Zelo enostavna vaja. Tudi to bi lahko pol počepu recimo delati, ne? Tako, da še dodatno utežimo malo za noge. Tako. Dvig bremena, spet imamo oba dva bremena, ne? Gremo po počep, ni pa nujno, da smo po počepu, ne? Tale vaja pač ima takole, ne? In potem dvignemo breme, tako da imamo pravi kot v rameni. Lahko bi tudi takole dvigovali, ne? Brez pravega kota, pa rahlo skrčeni pomovci, ampak ta je bolj na pravi kot, ne? Dela potem še hrbet, ne? Pa tudi lopatce delajo, ne samo ramena, ne? Ok? Potisk ramena vzgor, ne? Tole vajo pa začnemo tako, da imamo pravi kot, ne? In potem potisnemo gor, pa spet do pravega kota. Hop. Gor. Tukaj se zelo hitro spet ledveni del hrbtenice lahko poveča, ne? Tako da je treba malo noter, da ne povečujemo ledvene krivine. Pa tudi vratne ne, da ne dajemo prav takoj naprej. In se moramo malo zavedati, da je prav. Zdaj bomo štiri. Aha, eno breme. In si samo podajamo pod skrčeno nogo breme. Malo za ravnotežje, a ne? Tako. Pa potem še druga noga.
drugačne, pa na hrbtenico kaziš, zavestno, a ne? Tako. Koliko so lahko drugačne. Počep z bremeni, spet dva bremena, ne? Imamo takole pravi kot in gremo v naš počep. Lahko tudi kombiniramo tako, da gremo v čep, gremo gor, potem sem gor, pa sem. Različno, ne? Tako. Lahko spustimo v teži, malo popijemo, še malo teče po hrbtom. Govorim. Skozi, ja. To so pa tisto vaje, ki so noge obremenjene. Zdaj lahko se sosede primete za steno, ali pa tisti, ki imate malo možne ravnotežje, brez. Dvignete kolk, oziroma koleno do višine kolka in potem samo v bistvu delate kroge. Navzven. Pa druga. 10x1, 10x2. Dobro. Ok. Potisk iztegnjenih rok nazaj, s kratkim odmikom skrčene roke. Skratka. Ko skrčimo nogo, pa gremo v stran, tudi roke grejo v stran. Če vam rata 10krat, je to že ravnotežno vaja, ker ne morate časa biti. Če ne, pa zamenjamo. Enkrat ena noga, drugič druga noga. Pa zamenjamo. Tako. Pa probamo tukaj v bistvu čim manj se sukati v trupu, ampak gre samo za kolko vedno vzven, oziroma s kolenom v stran. Tako, ok. Smo rekli kontrolirano gibanje, ravna hrbtenica, potisk ramen in rok nazaj v čepu, ok. Tukaj imajo pa palci vlogo. Skratka, ko gremo v čep, gremo nazaj, tako da bomo poravnati, pa naprej. Hop. S palcem izven. Tako. Ni treba nek hud počep, ampak sam toliko. Dobro. Ok, to. Pri tej vaji zelo hitro, tudi pri meni je šla ledvena krivina zelo. Sem se mogla prav skoncentrirati, da sem fest stiskala popek, da nisem povečevala ledvene krivine. Ok, zdaj pa počep z izmeničnim odmikom kolka. Skratka, počepnemo in odmaknemo. Spet počepnemo in odmaknemo. Počepnemo in odmaknemo. Hop. Hop, hop, hop. Kako te nežavice. Ja, tako, ok. Dobro. Tudi pazimo na hrbtenico, ne pri tej vaji. Pa da se nam to ne zloži, pa pade. Tako da previdno pri teh vajah. Čeprav zgledajo marsikatera od njih nedolžna, niti nitko nedolžna pozna stroke. Izpadni korak zdaj že poznamo. Tako da ne vem, če bi ga ponavljali, tukaj smo ga že, a ne? Tako. Dvig bremena nad glavo, pa stoja na eni nogi, spet ravnotežno vaja, pa malo za mišično moč. Skratka, tole, pa dvigujemo, pa potem še drugo nogo probamo. Lahko naredite en mini test za vašimi klienti, ko jih boste učili, če uspejo brez problema 1 minuto biti takole, pa roke ob telo, brez bremena. Potem imajo relativno vredno statično ravnotežje in lahko te vaje, brez da bi se kamorkoli uprli, delajo. Če pa tega ne zmorejo, potem je pa bolj, da jim svetujete, da se uprejo za začetek nekam. Ampak naj to vajo, to pomeni, da imajo nogo takole, pa enkrat z eno nogo, enkrat z drugo nogo izvajajo kot vajo, ne samo kot test. In ko bojo pa lahko tole vzdržali, so pa že pripravljeni, da tudi druge vaje delajo v gibanju, pa brez da bi se uprli, včasih. Kaj pa, če zapreš oči zraven?
Tisto ne gre poštev, ker nobena ta vaja ne obsega tega, ampak je pa definitivno ravnotežna vaja. Ja? Definitivno. Če želite ravnotežje trenirati, potem je to definitivno prava pot. To pomeni najprej odprte oči, pa kratke ročice, potem zapremo oči, tako. Ja. Ampak to je samo statično ravnotežje. Potem pa ostaja komponenta še dinamičnega ravnotežja, ko v bistvu skozi gibanje se v bistvu znajdeš v situacijah, kjer se lahko zgubi ravnotežje. To je pa trening dinamičnega ravnotežja. To je pa recimo za kakšne take športe, recimo kolesarjenje pa to je zelo, bom rekla, zaželjeno, da se trenira tudi dinamično ravnotežje. Ker kolesariš na stacionarnem kolesu, če kolesariš nima veze, imaš statično ali dinamično ravnotežje. Če pa na običajnem kolesu, pa dlje časa nisi kolesaril, pa so že te funkcije že obešle, pa definitivno moraš in statično in dinamično povaditi, da lahko povaditi kolesariš. Smo razvili tudi materijo tisto za starejše na kolesu, ker smo ugotovili, da je to največji problem, dinamično ravnotežje. Tale učbenik žal ne obsega sklop vaj za trening prav ravnotežja. Imate pa prav, če bi pa obsegal, bi pa definitivno vključil tudi vaje za zaprtimi očmi. Potem pa seveda vaje na kakšni blazini ali pa na kakšni žogi, polnapihnjeni, ker tudi to je za ravnotežje v redu pa na raznih teh pripomočkih, kjer v bistvu zgubljaš ravnotežja lahko. To je pa za tiste stopnje, ko že napredujejo, pa ko že obvladajo vse ostale osnovne vaje z odprtimi pa zaprtimi očmi. Zdaj imamo pa še nasprotni komod pa koleno, to ste pa znikaj videli, tudi posebno zmeni, tako. Ampak spet ravna hrbtenica, ne tole, da se tole ne, ravna hrbtenica. Če mi se ne more dotakniti, se pa naj vse približa. Hop, hop, tako. Dobro. Ravnotežna vaja in tudi, bom rekla, vaja za boljšo gibljivost. Skratka, nogo nazaj, pa se poskuša dotakniti ta. Eni se pač ne bojo mogli, se bojo pač sam poskušati dotakniti. Pomembno je, da res kontroliramo počasi in če vam je kdo sumljiv, je fajn, da stojite zraven. Ali pa da delajo v parih, medtem ko eden dela, da drugi pade, da se ne zložika. Za varnost morate poskrbeti tudi prevajati, sigurno. Pa še neki vaje se zmeri delajo v takem prostoru, ali pa tudi, če je to na terenu, kjer ni nobene nevarnosti, da bi se enkrat izvajanje vaje zgodilo, da bi se zapletli v kak stroj, ali pa bi kaj padlo na njih, ali pa da se jim podre pod nogami. To morate biti tudi pozorni, ko boste izbirali prostor, ki je varno za vaje izvajati. Pa v udobnih oblačilih, za delovsko oblačila so lahko, ampak v pisarni sigurno ne morate v nekih hudih visokih petkah, pa v kratkih hikelcih vseh teh vaj izvajati kvalitetno. Zaradi tega se pa cezujete, ali pa, če ste sami v pisarni, itak je vseeno, če vas noben ne vidi, tudi kako ste oblečeni. Ampak, če ste s kom drugim v pisarni, pa vse kakve pajkice gor da pa karkoli. Zaradi tega, da lahko res naredite počepne, pa da celotno med noži pokažete med tem, ko naredite počepne. In če imate kravato, odpet kravato, če ste v zaprtem prostoru, je treba najprej prezračiti prostor, ali pred okna, ali pa preluftati za klimo ali čimerkoli, preden se zalotite vaj, ker mora biti res čim bolj svež zrak oziroma čist zrak, kot se da. Od zunaj pa ravno tako. Če bo nekdo kuril zjutraj, pa da boste potem delali vaje, ogrevalne, tam, kjer je vse zakurjen od zunaj, to tudi ni najbolj zdravo ključa. Mogoče je boljš potem nekam drugam iti, se premakniti, pa ogrevalne vaje narediti, oziroma bo še manj škode, če jih sploh ne boste tisti dan naredili. Ker bo vse zaključa, boste nekaj pozitivnega naredili. Tako da je treba te zadeve tudi vzeti v zakup. Pa nikoli ne delamo, ko je prevroče vreme, pa preveč soparno, zato bolj v jutranjih urah, ali pa se poiščemo kako senco, če tudi zunaj, da naredimo vaje. Opremo se na steno in v bistvu roko pa nogo dvigujemo vaje. Tukaj pazimo to, pri tej vaji bojo delali to, bojo metali tale bok, bojo metali noter. Hrbtenica naj bo ravna, stabilna hrbtenica in v bistvu samo roko pa nogo ven.
nič z bokom vznoter, tega ne delati, tole ne, ker si lahko še preščipno križu. In potem še druga stran. Ok? Ja, izmenični dvig iztegnjene noge v opori na steno, popremo se na steno, je zelo težko, pa smo probala, no? Tako. Če je le možno pravi pot v kolenu, ne? In potem dejansko dvigujemo eno nogo, držimo pa se pod druga noga, ne? Tava je težka, ne? Ja, tava je težka. In je treba za varnost poskrbeti, ne? Treba je za varnost poskrbeti, tako da je mogoče fajn, da delate v parih. Enega fazi, medtem ko drugi izvaja, da ga bo lahko vse gor pobral. Je vprašanje, če bo lahko gor prišel človek, ne? Ki ima slabo mišično moč, ne? V nogah. Potem je pa podobna vaja, je pa ista samo, da je počep. To se pa v bistvu samo podrsnete tako dol, pa počep pa gor. Ja? Podrsnete in malo zadržite potem v tistem položaju. Ne? Razumete, jaz tele ne morem, ker vidite, si bom čisto užula hrbec. Tako da se spustite, kako ste vi naredila zdaj. Ne? Razumete? Pa malo zadržite in potem zaključite 5 sekund. Ok, sedeče delo, zdaj bomo uporabili stol oziroma tudi steno lahko, da to ne bi komplicirali. Ok, skratka se dotaknemo, pa nazaj. Ampak hrbtenica mora biti še vedno ravna, ne? Nič preveč nazaj. Ok, roko se dotaknemo, pa gor. V redu. In potem druga noga tudi, prav? Pošlo. Ustajanje iz stola, brez da bi se prijeli za oporo. To je treba se fejst naprej nagniti in dejansko ustati. In isto fejst nazaj nagniti, pa usesti. Spet fejst naprej nagniti, ravna hrbtenica tukaj, pa. To je celo test, ki ga uporabljajo za zmogljivost. Rečemo se pa test ustajanja stola. Pri starejši populaciji ga uporabljamo, da vidimo, kako so kaj zmogljivi. Ok, dobro. Ok, so to. Podobno vajo naprej, s tem, da zdaj v bistvu krčimo koleno. Koleno naprej, koleno naprej, pa koleno nazaj. Pa roko imamo globoko, da nas ne moti, lahko pa tudi roko gremo naprej ali pa nazaj. Recimo takole, pa takole, pa takole, pa takole, ali pa takole. Ja. Več različic imate. Kroženje v kolku, dvignjene noge, lahko tudi brez stola, tisti, ki ste bolj zmogljivi, to delate, in drugi se pač primete za stol. Skratka, 5krat v eno smer, pa potem 5krat v drugo smer. In enako se ponovno ponovite. Malo hitim, zato da imamo še kompenzacijski za narediti, pa časa pa samo 3 minute še. Ja. Uradno po uri. Ok. Potem imamo, se usedete na stol, imamo enih par vaj na stolu. Dobro. Prva vaja je v bistvu krepitev stranskih vratnih mišic. Enkrat date roko na eno stran, drugič pa na drugo in potem zadržite par sekund. Tako da bi hoteli premakniti glavo, potisnete glavo ob dlan, oziroma obraz ob dlan. Pa zamenjate, par sekund zadržati. Druga taka zakrepitev je od spredaj. Zdaj od spredaj in pritisnete spet čelo ob dlan. Brado tukaj je obvezno noter, ker ljudje bojo to delali, brado bojo ven takole hoteli. Noter, pritisnem, držati, pa sprostiti. Potem je naslednja vaja za ramena, pa za hrbet, v bistvu odročiti roke, pa dol. Pa dol, palce na vzgajanje. Hop, pa dol, da vidimo, da smo že pri 3 vajice naredili. Da smo tole s palcem nazaj, kaj pa je bila pa ta ena druga vmes, prostite. Kroženje z rameni nazaj,
smo rekli, da naprej nima smisla, kako je zgrbeni delati, ker smo večinoma takole. Takole, ja. Tako, dobro, v redu. Gremo naprej. Aha, predklon sedi, k eni nogi, do prstov. Tale vaja pa tudi fajn za vas ne za raztezanje tega ledvenega dela. Eno nogo, malo se usedemo bolj na konc stola. Zelo pomembno je, da tisto pohištvo, na katerem vaje delamo, če delamo vaje na pohištvu, skratka na stolu, da nima koles, da se ne odpeljemo slučajno kam, tako se, pa nepotrebno. Tako da, enostavno se probamo dotakniti, pa zamenjamo potem. Hop, pa zamenjamo. Hop, pa zamenjamo. Zdaj, če bi hoteli v raztezno vajo, bi malo zadržali, pa še malo premaknili nagnili medenico nazaj, da se raztegne tale del. Prav? Tako. Ok. V redu. Podobno, kot smo delali ob steni, se smo tam čepeli, pa smo stegovali nogo, tlele pa iztegujemo tako. Ja? Prav? Krepitev v bistvu sprednje stegenske mišice. Evo, zdaj smo pa že na kompenzacijskih vajah, tukaj imamo pa tudi enih par vaj. Tole vajo okroženje v gležnju smo že, smo rekli, da pri pisarniških delavcih jo lahko vključimo tako kompenzacijsko kot ogrevalno vajo. Raztezanje meč, gremo nazaj na steno. Imamo dve zelo podobni vaji, ampak nista čist isti, zato jih bomo zdaj povadili. Ena je raztezanje meč, druga je pa raztezanje stopala, pa hilove pete. In sta zelo podobni, ampak če pogledate dobro slikce pa naziv, boste videli, da niste čist isti. Oboje je mogoče treba, ker veliko delavci na nogah delajo in je fajn, da raztegnete obe dve strukturi. Skratka, ena noga je skrčena pred telesom, druga noga je stegnjena za telesem, opremo se ob steno. Lahko se tudi od drevo, lahko delate par v par, ker se eno mega upre, drugi od drugega. V glavnem ta zadnja noga, ki je stegnjena stopalo, naj bi gledala naprej. Usporedna sta stopala in peta je na tleh. In se malo nagnemo naprej, da začutimo v meči, kako se nam razteza. Se nam. Peta mora biti obvezno na tleh. Pa stopali usporedni. Naprej gledajo prste. Držimo 20 sekund, dihamo normalno enakomerno sproščeno in zamenjamo. In ker je to raztezna vaja, smo rekli, da kompenzacijske so večinoma raztezne vaje, vsako ponovimo za vsako mišično skupino 2 do 4 krat in zadržimo tam nekje do 20 sekund. Nekateri, ki imajo pa resne težave, pa lahko tudi 1 minuto držijo, da raztegnejo. Zdaj pa zelo podobna vaja, spet se naštimamo v ta položaj, s tem, da je samo ena razlika. Ne bomo imeli stegnjene zadnje noge, ampak bomo rahlo skrčili koleno. In boste videli, da se res bo stopalo pa hilova peta raztezate, ne pa da je sploh meča. A ste ugotovili? Ja? Tako, raztezamo, do 20 sekund smo rekli, dihamo enakomerno sproščeno normalno in zamenjamo. To pomeni vse isto kot prejšnja vaja, s tem, da v bistvu zdaj koleno malo skrčimo in takoj spremenimo lokacijo, kjer se razteza. Dobro? Zanimivo, ko pa taki mali premiki v bistvu čez drugo vajo naredijo potem vrk. Raztezanje sprednje strani stegna in kolena. Tako da v tej vaji vas moram upozoriti, da če je le možno, naj se za nasprotno roko primejo nasprotne noge. Ampak ni nujno, da bi vsi odrasli ljudje to sposobni. Tako da v tem primeru se bojo pač z isto. Samo morate biti pa pazljivi, da popravijo potem res, da je stegno v stegno. Ker pri tej vaji, če nasprotno koleno oziroma nasprotno stopalo primeš z drugo roko, se avtomatsko tole poravna. Če pa isto, se pa zelo hitro zgodi, da potem takole ostane ljudje. Pa ni več ista vaja. Tako da je treba v bistvu še dodatno opozoriti. Pa se držite, razteza se sprednja. Popek noter, za tega, da imamo kontrolirani, Dajte, jaz imam probleme. Evo, tako. Ja,
veste kaj, pri odraslih to hitro pešajo, ne? Te sposobnosti gibljivosti. Tako. Dobro. Zelo enostavna vaja, ko se je pa lotiš, pa v bistvu ugotoviš, da imaš že malo omejitve. Pa še dobro, da ugotoviš, ker pa boš nekaj naredil na tem muka. Izboljšal, treniral. Tako. Evo. Raztezanje na notranji strani stegna. Podobno kot izpadni korak. Samo da v bistvu zdaj tukaj stopimo na stran, v izpadni korak, zato da raztegnemo notranji del stegna. Tako. Tako. Seveda drugo nogo pa skrčimo. Čutite, ne? In potem samo zamenjate na drugo stran, pa malo lahko stopalo obrnete, lahko pa ostane dol. Tako, ok. Enako velja 20 sekund zadržati, ne? Dvakrat, najmanj ponoviti, oziroma 4krat na največ vsako nogico. Potem je raztežanje mišice na zadnji strani stegna in sprednje strani boku. To je pa ta mišica, ko smo rekli, da zadnjo stegensko istočasno raztezamo sprednjo bočno, ker je nujno potrebna za tiste, ki sedijo, ker imajo tole skrajšan, zaradi sedečega položaja. Tole pa tole skrajšan. Ja. Ok, medtem ko zadnjična mišica in pa več ima bolj raztegnjena, ko ne. In bi bolj smiselno to jo raztezati, ampak za marsikoga, ki pa ni, bom rekla, ta mišica raztegnjena, ker pa dela veliko fizičnega dela, pa skozi, bom rekla, tele zadnjične mišice v bistvu krepi, jo je pa fajn raztegniti. Zato pa imamo tudi to mišico za raztezanje zadnjice podkompenzacijske. To pomeni, za pisarniške delavce to nima smisla. Razen seveda, če ima res tako oslabljene mišice, da jih pač bolj bi mogla krepiti, ker naprej redka bolj visi, kot pa dejansko tisti, ki sedimo veliko, kot pa, da imamo probleme, bom rekla, za čvrstostjo zadnjice. Ok, tole je pa treba potem na steno, kot vidite tukaj ribsko, ker je on zelo, zelo visoko dvignil. Jaz sicer imam tukaj priložnost visoko dvigant, da to naredim. Ja, vi boste mogli iti na mizo, ker boste na steni zelo težko. Tako da mnogo visoko gor, pa naprej. Pa potem je zelo pomembno, da še boke malo naprej potisnete, zato da čutite tle noter. Čim više boste dali nogo, bolj boste čutili razteg. Ene in druge mišice. Nižje, ko bo noga, manj boste čutili. Ja, zato. Ta je res malo nerodna. Ne rabite jo pa delati v kombinaciji. Tukaj so pa malo, ker nimamo ribstop, na razpolago. Telovadnice seveda so, sami verjetno ne bomo delali v telovadnici. Skratka, razteza se zadnja, stegenska na ta način, ampak se ne bo nič raztezati, če ne boste še malo naklona, medenice malo naprej. Boke treba naprej potisniti. Pomembno, da boke potisnete naprej. Razteg, evo, zadnjične mišice za tiste, ki imajo že čvrsto zadnjico, za tiste, ki nimamo, bomo jo vata krepili. Počepi so super, za krepitev zadnjične mišice. Tako da v bistvu damo naprej, da res začutimo, lahko delamo tudi na hrbtu to, da smo na hrbtu, pa potem vse potegnemo koleno čim bolj. Lahko počutimo v steno, lahko tudi ne, skratka, da začutimo, kako smo raztezali ostale delo. Potem je raztezanje prstnega koša in spodnjega dela hrbtenice, zelo podobna vaja kot tista naša, pred dvigom bremena, sam ni čez ista, ker tukaj z glavo ne gre nazaj. Tam imamo roke malo nižje, tukaj pa v bistvu višje, ko se zaključi medenica. V rovni vaji imamo roke tako, pred dvigovanjem bremena, pri tej vaji imamo pa višje, ko se zaključi medenica in v bistvu samo gremo naprej, ne rabo z glavo, ker je namenjena raztezanju prstnega koša. S komolci gremo še malo nazaj. Prstnega koša, tukaj pa je, ne vem, kdo je komolci omenil prej, tukaj pa imajo komolci neko funkcijo, ker gremo še s komolci nazaj in potem v bistvu prstna mišica se razteza, pa zgornji del hrbta. Tako. Dobro. Obračalke trupa, to smo že delali kot ogrevalno, sem tukaj bomo pa držali 20 sekund. Raztezanje iztegovalke komolca prostranskega dela trupa. To smo tudi delali, samo nismo v kombinaciji z iztegovalko.
Skratka, ne, se nagnemo v eno smer in tukaj raztezamo tako trup, kot v bistvu iztegovalko komolca, pa potem še drugi. Pazimo, da tukaj boke ne večejo preveč ven, ampak da ostanejo boki v isti liniji. Ne? In seveda držimo 20 sekund. Imamo samo še enih par vaj. Tako da brez skrbi. Raztezanje obračal vratnega dela, zdaj pa, da boste res razteg doživeli. Ne? Ni to samo zasupati vrat, pa to je to. Ne? Treba je rame dol potisniti najprej, potem obrniti glavo, pa še probati pogledati navzdol. Pa boste začutili obrat. Najprej rame dol, ne? Oba dva ramena morate biti dol, pravzaprav. Potem zasukati, pa še dol pogledati. Pa v drugo smer isto. Hop, pa dol pogledati. Ne? Da res začute razteg, pa seveda držite 20 sekund. Ker če samo obračate levo, desno, ni potem pravega raztega. Ne? Okay? Tole ste tudi zihar že delali. Ne? Za zgornji del hrbta, rame, roke, prste, zapestja. Držimo razteg, držimo in sprostimo. Ne? Zdaj imamo pa sem še enih par za rokice. Potem je raztezanje zunanjega dela rok. Vzvamo, pa raztezamo. Potečno priprimemo. Tudi 20 sekund seveda držimo. Tukaj pazimo, da popek gre noter, zaradi tega, da imamo prednji del hrbtenice čim bolj v optimalnem položaju. In spet malo priprimemo dlan. Pomembno je, da upremo dlan v dlan. Ne? Tako. Raztezanje iztegovalke komolca in rame. To vajo smo danes že delali, sicer ne v taki kombinaciji, ampak s palcev, ko smo dol potegnili. Tukaj bomo pa komolc dol potegnili, brez palcev. Iztegovalko komolca, tukaj v bistvu raztezamo druga stran. Vsako vajo treba raztezno 20 sekund zadržati vsaj. Lahko gremo tudi 1 minute, če hočemo delati na gibljivosti, ne samo na raztegu. Pa pri razteznih vajah se v tem zaključnem položaju bo neka napetost, pa rahla bolečina pojavila. Tukaj se pa naj ne ustrašijo, samo ne sme biti nenadna, ostra, pa da bi se kar naenkrat izjemno povečala, pa ni v redu ta vaja. Ne? Ampak neka mala bolečilica pa bo, zato ker ljudje niso dovolj gibljivi in je glavno namen tega, da se raztegne mišice, da se gibljivost tudi malo poveča. Ne? Potem imamo raztezanje notranje strani podlahti, da ste tudi tipkajo pa to. Preprečevanje karpalnega sindroma, recimo. Potem imamo še eno za rokice, oziroma za prste in zapestja. Podobna, roke nazaj, samo da zdaj tukaj členke, tako tudi palce. Čim bolj skupaj skrčimo, raztezanje. In še zadnjo vaja. Tukaj bo boste privedli. Ja. Pokanje se bo pri večini pojavljalo. Ni li pametno tole delati kar naprej. Ne? Ampak vsake toliko časa pa lahko samo ne sme se pojaviti nenadna bolečina, tako kot pri ostalih vajah. Ne? In če se to pogosto pojavlja nenadna bolečina, ne? Potem pa pokanje pa bo se pojavljalo. Ni potrebe, da to vsakam delate, oziroma če ne pojenja ta bolečina, da se malo z zdravnikom pogovoriti. Ok, to so vse vaje za danes. Roke gore, veliko za vse nas. Bravo.